Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Sigurno ste kdaj brskali po kakšni spletni trgovini, pa se zagreli za en izdelek, ki je izgledal dobro, pa še cena je bila ugodna. No, veste kaj, niste edini. Nazadnje sem gledal ene slušalke, ki so mi izgledale dobre, cena je bila ugodna, pa sem se odločil, da jih kupim. In potem čakam na dostavo in pride dan, ko dobim paket. In zdaj ga tudi odprl, ker me prav zanima, kako slušalke izgleda, pač vem, kako izgledajo, ne? Ampak da jih malo sprobamo. To nekaj ni prav. Slušalke so izgledane na sliki večje, pa drugače kot to. To ni to. Jaz nisem da to prišlo. Kaj ti to je? To je neka čip plastika. Jaz nisem tega, pač ne vem, zihar, take slušalke zihar niso gledali na oni sliki, že 100%. Si jaz to zdaj probal pa videl, kak je zvok. Še to ima. To te zadavi. Au! Še lase mi je potegnilo. To je desna. Kaj je to? To je naredil na glas? Kot da bi s krompirom poslušal. To nisem jaz naučil 100%. Zvok je katastrofalen, tako brez avanci je katastrofalen. Kaj nazaj s tem naredim? Jaz sem plačal, slušalke niso tako izgledale in kaj zdaj ti rekel, da sem denar dobil sem beg vrgal, kaj? In kaj mi jaz sploh preostane? Ja, treba se samo malo pozanimati o naših pravicah in to o pravicah potrošnikov. Imamo večje pravice, kot ste si mislili. Jaz sem siguren, da niste vedeli, da lahko bilo kateri izdelek, ki ste ga naročili preko spleta, vrnete v 14 dneh brez kakršnega koli razloga in zahtevate denar nazaj. Enostavno zapakirate izdelek nazaj, sporočite prodajalcu, da vam izdelek ni všeč in da zahtevate vaš denar, on vam ga more vrniti. Seveda je pa logično, da ne morate nazaj poslati uničenega izdelka. In prav to je namen vse evropske kampanje Your EU Right, ki jo izvaja Evropska komisija, da se bodo potrošniki zavedali svojih pravic in jih tudi izkoristili. Naloga prodajalca pa je, da izdelek na spletu predstavi čim bolj realno, ker drugače bo imel še več problemov z nezadovoljnimi kupci. Tako recimo z mano, ko bom zdaj te slušalke poslal nazaj. Zdaj mi pa vi v komentar napišite, če ste imeli mogoče kakšno slabo izkušnjo pri nakupovanju na spletu in če ste se zavedali vaših potrošniških pravic in kaj ste naredili, napiši v komentar. To je bilo vse danes. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte. Tukaj se naročite na moj YouTube kanal Jack on the Box. Tukaj se naročite na moj YouTube kanal Jack on the Gamebox. Idite na moj Instagram in Facebook profil, pa se vidimo naslednjič. Uživajte!